En lepa zdrav sem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar, ponovno sem z vami v tej video družbi in danes sem se odločila, da se vam javim s tako malo bolj čarobno vsebino, tako magično, pravlično, rečete temu, kakorkoli želite. Sicer ne bo več petek 13., ko boste gledali ta video, ampak snemam pa ga na petek 13. še čisto malo in odpravila se bom na meditacijo petka 13., kjer bomo aktivirali 5 čarovniških darov. Ampak, ker pa nisem želela pozabiti na vse tiste, ki ste doma in ker vem in čutim, da vas take stvari zanimajo, sem rekla, zakaj vam ne bi pa posnela video z enimi takimi iskrenimi odgovori glede magije, kaj to sploh je, kaj to pomeni čarovniški darovi. Zaradi tega, ker sem ugotovila, da je to zdaj tematika, ki toliko ljudi zanima, ampak se toliko ljudi boji. Se prav spomnim enkrat, dolg časa je bilo nazaj, imela sem doma nek tak zabaven predpražnik pred hišo in gor je pisalo A witch lives here, kar v prevodu pomeni čarovnica živi tukaj, in je prišel eden izmed dostavljalcev pač nekih paketov, neke pošte in je rekel, a ste vi ta čarovnica, ki tukaj živi? Pa se zgledate čisto prijazna. In jaz sem, okej. Razumete? In takrat sem ugotovila, da ljudje dejansko ne vejo, kaj je tisto, kar pomeni biti čarovnik, čarovnica, se tega bojijo ali pa ljudi celo svarijo, pa iti stran od teh stvari, kar je pa čisto brez veze. Zato sem rekla, da vam dam mogoče malce napotkov, kolikor čutite, da vas pa vseeno vleče malce v te mistične svetove, in sem vam pripravila eno video vsebino zato, da se boste počutili normalne. Kolikor v današnjem svetu si to lahko. Dajmo najprej razložiti, kaj je sploh magija. Magija je v bistvu energija, prizemljevanje duhovne energije s pomočjo orodij, s pomočjo blagoslavljanja, s pomočjo iniciacij, s pomočjo človeškega namena in s podporo duhovnih energij. Pa temu rečete čarovnice, čarovniki, ni važno, karkoli že je. To pomeni, da magija je torej nekaj, kar v bistvu vsi ves čas uporabljamo, samo da eni se tega zavestno lotimo, drugi pa to delajo podzavestno, pa niti ne vejo, da to delajo, ali pa da se tega lotevajo, pa čeprav imajo občutek, da se pač ne. Zdaj najprej bom spregovorila o petku 13. in kaj je sploh, zakaj ta številka 13, zakaj se vsi nekako tako ustrašijo in zakaj je sploh čarovniška številka. In tukaj vam bo tudi odgovorila v bistvu, zakaj je magija tako zelo posebna. Dajmo pogledati številko 13. Zakaj je čarovniška? Zaradi tega, ker je en korak dlje od tistega normalnega, ustaljenega, kar vi ponavadi poznate. Pa gremo pogledati. Kazalci na uri 12. Mesecev v letu 12. Razumete? Vse nekaj okrog številke 12 se vrti. Vse, kar je pa korak dlje, torej 13. je prva, ker je zato normalno 12, torej za vsem tistim, kar je vidno in očitno, pa rata že eterično, posebno, drugačna in zaradi tega predstavlja eno tako posebno in malce drugačne, abstraktno razmišljanje, kakor drugače ljudje poznajo. Zato 13. Zato ni v njej nič slabega. Je pa tista ta prva, ki ni tako zelo očitna in ki ima neka nevidna sporočila. Zato v bistvu 13, da boste zdaj vedeli. 13 je tista številka, ki te vpraša, kaj je pa tisto, kar ti lahko narediš, kar ni očitno, kar ti ne vidiš. In tukaj nas nagovarja duhovni svet, čarovnija duhovnega sveta. Torej, zakaj bi se rabili tega bati? Jaz pravim, da vsak, ki se boji magije, se boji samega sebe. Zakaj? Zaradi tega, ker smo vsi duhovna bitja. Čisti, vsak izmed nas ima dušo. Ne verjamejo to, ampak dobro, se je prišel njihov čas, ko bodo to videli, vsi bomo enkrat šli, se veste. Ampak vsi imamo dušo, imamo to neskončno energijo, katero smo prizemljili v neko fizično manifestacijsko okolje. To je že čarovnija sama po sebi. Zdaj pa, magi smo pa tisti, ki to energijo pač nismo samo z rojstvom dobili in to je to, ampak jo razvijamo še naprej. Kdo sem jaz kot energija?
iz kje prihajam, česa je sposobna moja duša, kaj so njena sporočila, kako si lahko pomagam, da to prizemljim in si naredim življenje, ki je dobro, ki je obilno, kjer sem srečna in lahko, hej, še mogoče malce pomagam drugim. To je magija. A veste, čarovniki so bili vedno tisti, ki so delovali skupaj, ki so dejansko delali skupaj zaradi tega, da so dosegli višji namen. Vedno so spoštovali naravo, vedno so spoštovali živali, vedno so vedeli o tej kolektivni energiji, vsi smo eno, so v bistvu bili čarovniki prvi tisti, ki so se zavedali tega. Torej je to v bistvu čarovnija. Ok, torej, zdaj, če imam to razlago in je to vse pozitivno, zakaj se pa nekateri ljudje magije bojijo? Zaradi tega, ker so ljudje marsikdaj v življenju iz magije naredili to, kar naredijo tudi iz vsakodnevnih stvari, pač slabo. To pomeni, da so vzeli neka orodja in dodali neke svoje namene, zato da bi škodovali nekomu drugemu. Ampak zato ne rabiš magije, zato ker ves čas vemo, da ljudje škodujejo en drugemu, se prizadanejo, se tepejo, Bog ne daj, gre še kaj hujš. Razumete, tle ni magija čisto nič kriva, tukaj je kriv človeški namen. In ta človeški namen potuje v fizičnem svetu, manifestacijskem svetu, v magičnem svetu, razumete, v duhovnem svetu, v vseh zakonom svobodne volje ta namen potuje v vse smeri. Okay? Ampak, če imaš ti dobro srce, če imaš ti odprto srce, če si ti v ljubezni, si vedno toliko prizemljen in toliko dejansko imaš poštivane svoje vrednote po glavi in svoji energiji, da nikoli ne uporabljaš magije za slabo. Okay? Tako, če se vam je kdaj zgodila kakšna neprijetna izkušnja, magična izkušnja, govorim predvsem tisto, kar ljudje rečejo, veste, da so bili napadeni strani črne magije, to ni zaradi tega, ker bi bila magija kriva, ali pa da je kriva magija, ker če ne bi magija obstajala, pol se ljudje tega ne bi mogli lotvati, glihko bi se, zaradi tega, ker bi pa to podzavestno delali. Učinek in rezultat bi bil čisto isti. Mogoče bi malo dlje trajali, ampak rezultat bi bil isti. To je povezano s tistim človekom, ki se je odločil, da bo vam to naredil. Nima veze s samo magijo. In če sem vam zdaj to povedala, pomeni, da vi veste, da imate moč. Pomeni, da če imate vi svoj namen v glavi, to pomeni, če imate vi vero, da vas bo vesolje varovalo, če imate vi zaupanje, da vas življenje ne bo pustilo na cedilu, potem vam nobena zunanja energija nič ne bo mogla, ker potem je to tisto, kar se vi odločite in ste vi v enem trenutku rekli, to sem jaz in to je moja pravica. In to je vaša magija. V tem trenutku je ta odločitev, ta magija. Pa če ste dodali orodja, kar magija dela zraven ali pa ne. Velikokrat dejansko uporabljamo ta orodja, pomislite, kolikokrat ste kupili ogrlico za zaščito ali pa za pesnico, pa ne vem kaj. Pa se nima kaj zaškodovati, ne? Ali pa ne vem, ste naredili kakšen obred z rožicami, pa ste se pogovarjali z njimi, pa sploh niste videli. Vse to je magija. Tako da upam, da sem vam zdaj malce na petek 13. umaknila te strahove glede tega, kaj je magija, kaj se dogaja in kakšno moč imate v bistvu vi za vaše lastno življenje. Če vas pa zanima malce več o tem, torej malce več o tem, kako si lahko pomagate z magijo, kako lahko naredite neke fine obrede za sebe, si pomagate v življenju do obilja, do izpolnjenih želja, imate svojo hišo zaščiteno, da se boste počutili varni, potem vas pa vabim, da se pridružite eni zelo, zelo prijazni in eni zelo, zelo fajn čarovnici, to sem jaz, če že niste ugotovili, okay? Da se mi pridružite na tečaju Bele magije, začne se 22. septembra. Čudovita je, čudovite obrede ima, same pozitivne obrede in resnično spreminjajo življenje, zaradi tega, ker ozavestite, kakšne vse darove nosite v sebi. Tako da pokukajte na spletno stran www.potovanjeduse.si 22. septembra in jaz bom vesela za vse tiste, ki vas pa zdaj kliče vaša ta narava, ki vas kličejo te energije, da se mi pridružite in verjamem, da se bomo imeli čudovite. Za vse ostale vas pa spodbujam, da raziskujete nevidne svetove, kajti verjemite, angeli, magija, vse to je energija ljubezni, duhovnega sveta za nas in verjemite, da je v tem veliko lepega. Čudovit, magičen teden vam želim in vse dobro.